Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Tokrat bomo govorili o moči čustev in o njihovi vlogi pri, manifestaciji želenega. Če vas torej zanima, zakaj so čustva ključna v tovrstnem ustvarjanju, potem dobrodošli v družbi, prekrasne ženske in ustvarjalke zavestnega ustvarjanja in trenerke zavestnega ustvarjanja. Dobrodošla, Nataša Martinčič Ašvata. Živjo! Živjo, Maja, najlepša hvala. Thank you for having me. Nataša, ti si zdaj v Kanadi, ne? Koliko let si že ti tam? V bistvu že celo večnost hodim sem, ampak prav tako ustalila sem se pa tukaj pred, približno 4 leti. Nataša, zakaj Kanada? Vedno me je vleklo sem. Najprej se je začelo z eno ljubezensko zgodbo. Še predtem sem bila v Ameriki 1 leto in potem se je vse tako prepletalo, da sem hodila sem zaradi ljubezni in sem potem tukaj tudi ostala zaradi ljubezni. Ne sicer zaradi začetne, ampak na koncu sem tukaj v bistvu spoznala svojega moža in zdaj imava družino in tukaj živimo. Krasno, imaš krasno hčerkico, zdaj bo kmalu 2 leti stara, ne? Ja, Kara. Krasno. Tako da dela ti ne zmanjka, užitkov ti ne zmanjka, strasti so vedno prisotne v tvojem življenju, ne, Nataša? Ja, absolutno. Moja strast je res ustvarjanje z močjo misli, zavestno ustvarjanje od znotraj navzven, skratka to, da jaz vidim v vsakem človeku mojstra in tudi vsakega spomnim na to, da je tak mojster kot vsak mojster, ki ga pozna, kot jaz, nič manjši, nič večji, samo razlika je v tem, da se nekateri ljudje zavedajo tega mojstra v sebi do neke mere, nekateri pa še ne, ali pa se šele začenjajo zavedati svojega mojstrstva. Tako. Nataša, rekla sem trenerka zavestnega ustvarjanja, večina nas pozna tudi kot prevajalko oziroma uradno prevajalka Abraham Hicks. Tudi pri tem se bomo malo ustavili. Zdaj, tako dobro iztočnico si mi dala. Nataša, kdaj si se ti, kaj je bil tisti prelomni trenutek, moment, ko si se ti zavedla te svoje izjemne moči, potenciala, tega svojega mojstrstva? Ja, jaz bi rada poudarila, zelo dobro vprašanje, hvala. Rada bi poudarila, da kot uradna prevajalka Abraham Hicksovih sporočil in knjig in kratkih videov sem bila res izjemno nabito polna teorije o zavestnem ustvarjanju. Res, to bi jaz lahko samo govorila o tem na pamet, če hočeš. Vse sem vedela. In potem pred približno 6 leti, ko sem končala en dolgoletni odnos in se potem kopala v tistih neprijetnih občutkih, negativnih mislih, nič mi ni šlo dobro, posel je trpel, tudi samopodoba sem ugotovila, da ni najboljša. Imela sem precej misli o sebi, ki so bile v tem stilu, kako bom zmogla, zato ker sem bila v prejšnjem odnosu zelo močno finančno odvisna od moškega, in sem šla dobesedno iz izjemnega bogastva na totalno nulo, brez ficka sem bila. In sem prišla v Slovenijo in sem bila totalno sesuta, še moja mami mi je rekla, da me take še ni videla. In potem sem v tisti situaciji odkrila še bulo na dojki in se mi je čist stemnilo. In me je zajel strah in me je bilo kar naenkrat strah za moje življenje, ki me prej nikoli ni bilo, in sem rekla, Nataša, now or never, zdaj ali nikoli. Tvoja strast je uporaba moči misli, zavestno ustvarjanje. Toliko vsega veš o tem, zdaj pa končno nastopil čas, da spraviš vso to teorijo v prakso. In sem si rekla, a bom šla k zdravniku? Ne. Čisto sem bila iskrena do sebe. Tako močno, jaz sploh ti ne morem povedati, koliko močno sem čutila, da je res
edina prava pot zdaj zame, da to sama vse spravim v prakso. In sem vedela, da če bom šla k zdravniku, žal se lahko zgodi, da bom pod negativnim vplivom, česar si nisem želela, tako da sem se zavestno odločila, da ne bom nič obsojala zdravnikov, ampak res si pa moram dati priložnost vso teorijo spraviti v prakso. In sem jo, in potem postopoma sem se počutila vedno bolje. In vse, kar vem, je v bistvu delovalo in bula se je popolnoma stopila postopoma in je zginila. In tudi jaz sem se v bistvu sama sebe našla, globoko začutila, naučila sem se reči ne, naučila sem se izražati to, kar globoko čutim in mislim, kar se mi zdi, da je kar big deal, zato ker ogromno ljudi misli, da so iskreni do sebe, ampak v bistvu si pa ne upajo niti priznati, kaj si v resnici želijo in si potem iz tega razloga ne dovolijo iti v tisto smer, ki jih kliče že nekaj časa. Ne? Ker včasih je treba kar, mi rečemo, imeti jajca za to, da si dovoliš iti v to smer, ki te kliče. To pa v bistvu lahko prevedemo kot iskrenost do sebe. In marsikdo se boji, kaj bo našel, pa kaj bo ugotovil, če si bo priznal iskreno, kaj si želi, kaj ga kliče. A ne? Dejansko, Nataša, kaj najdemo? Ko smo iskreni s sabo. Verjetno najprej, ne vem, zdaj malo iz svojega, tudi iz nekih svojih izkušnja, kako ne rečem, najprej en mal teme, ampak ne se ustrašiti, ne, te teme. To, ja. Ja, jaz se še zdaj spomnim trenutka, ko me je bilo strah biti iskrena do sebe, pa prav pogledati vase v tem smislu, čutim, da se globlje v meni skriva en kup stvari, ki mi ne bodo všeč, če bom pogledala v tisti kotiček. Ampak obenem sem čutila, da ne morem v nedogled odrivati tisti del sebe stran od sebe. In sem si rekla, si bom dovolila to občutiti, pa da vidimo, kaj bo. In sem si dovolila občutiti en kup neprijetnih občutkov, brez obsojanja. In sem preživela. In v bistvu se mi je v tistem neobsojanju, tistih neprijetnih, negativnih občutkov, razširil moj pogled, moje razumevanje sebe. Čutila sem, da sem prišla globlje vase, v globlji stik s sabo. Da sem sebe bolj čutila. Pa kdo sem jaz v resnici in kaj si v resnici želim. In končno začela ugotavljati, da zavestno ustvarjanje ni to, da zdaj, če pa ne znaš biti pozitiven 24 ur na dan, 7 dni v tednu, da ne znaš zavestno ustvarjati. Ne. In jaz sem bila v bistvu pred to izkušnjo pred 6 leti taka, da sem mislila, da je z mano kaj narobe, ker nisem znala biti ves čas pozitivna. Pa mislim, da kar veliko ljudi, se znajde na tej točki. Da se sprašujejo, kaj delam narobe, da ne znam biti pozitiven, da si ne znam vizualizirati, da ne vem kaj, da se še ni zgodilo. Ampak ravno to spraševanje, kaj delam narobe, je v bistvu ena od, tako v navedkih, napak. Zato, ker že ta misel vedno znova potem pa ustvarja te neželene okoliščine, pa v bistvu ta omejen pogled, ozkoglednost, ničesar ne delam narobe, samo v redu je, da čutiš to, kar čutiš. It's okay. V redu je, nič ni narobe. In potem, ko ugotoviš, da je okay, da čutiš to, kar čutiš, končno nehaš ustvarjati to notranjo napetost. In končno lahko malce zadihaš in začneš opažovati svoje občutke, svoje misli, brez obsojanja. In takrat se potem začnejo dogajati vzdihi olajšanja, pa solze. In vse to je v bistvu sprostitev upora, sprostitev napetosti. Ko mi na svoje neprijetne občutke in neprijetne misli, celo svoja negativna prepričanja, ko se ujamemo, da recimo verjamemo v nekaj, kar nam pravzaprav ne koristi, ko vsega tega ne obsojamo, se začne
sproščati napetost in mi sprožimo pretok energije in to s sabo potem prinese zdravje, notranjo usklajenost, notranji mir, no, po domače povedano, a ne? Jasnost, pa to, da si priznamo, kaj si res želimo v življenju, si potem končno dovolimo iti v tisto smer. In jaz osebno mislim, da prav iz tega razloga, ker je vedno več ljudi tako iskrenih do sebe in do tega, kar res njim predstavlja veselje, kaj jih res kliče, da je to eden od glavnih razlogov, zakaj v zadnjem času toliko veliko ljudi, ki se je odločilo zamenjati službo, najti novo službo, oditi iz nekega odnosa, ki jih ni osrečeval. Skratka, opustiti stvari, ki jih ne osrečujejo in končno reči da samemu sebi, a ne? In da življenju, ne? Ja. Zdaj se mi je toliko iztočnic po glavi zapodilo, zdaj mislim, da bo tista prava prišla, zdaj ene 3-4 so se mi porodile med tem tvojim odgovorom. Dajva najprej govoriti, dajva najprej o tej notranji napetosti, ne? Ko se sprosti, takrat vse steče. To se tudi fizično občuti, ne? Ja, to je lepota tega. Zato, ker se lahko sprosti bodisi v obliki solz, pa ko hočejo teči, naj tečejo solze, zato ker to je sprostitev napetosti ali pa upora, ne? Potem lahko se pojavi ta sprostitev napetosti v obliki vzdiha olajšanja. Ali pa se nam zdi, da kar hlastamo po zraku, zato ker končno lažje dihamo, ne? Jaz se spomnim, da takrat, ko sem jaz ogromno napetosti sprostila v tistem procesu samozdravljenja, se mi je večkrat zgodilo tako, da se mi je končno nekaj odprlo in sem kar hlastala po zraku. To je prav neverjetno, kako se fizično telo takoj odzove na sprostitev napetosti. Neverjetno je. Telo nikoli ne laže in to je nekaj najbolj čudovitega. Vedno se odzove na ta vibracijski premik, energijski premik ali pa po domače povedano čustven premik. A ne? Lahko se pojavi tudi v obliki smeha, hihitanja. Kratka, telo se odzove. Lahko se pojavi v obliki vrtoglavice, zato ker naša naravna energija je zelo, zelo visoka in potem, ko se napetost sprosti, se v bistvu naše telo privaja na višjo vibracijo, ne? Potem pa, ko se sprosti dolgoleten upor oziroma dolgoletna napetost v telesu, ima pa lahko človek tudi občutek, da mu gre na bruhanje. A ne? Tako da v vsakem primeru telo je izjemno inteligentno in se splača biti pozoren na to, kako se odziva takrat, ko si mi dovolimo brez obsojanja občutiti nekaj neprijetnega in to samo opazujemo. A ne? Tokrat si že tole ponovila brez obsojanja, ne? Podčrtala si, se mi zdi, z tvojimi poudarki, ja. Nataša, to obsojanje, da mogoče malo pojasniva, kako se mi obsojamo. Mogoče je to, tako si sama rekla, da si se ti zelo slabo počutila eno obdobje, oziroma si mislila celo, da je nekaj s teboj narobe, ker se nisi ves čas oziroma večino časa počutila oziroma nisi občutila nekih pozitivnih misli in posledično pozitivnih razpoloženj, ne? Ja. Nisem si v bistvu niti dovolila izražati iskreno tisto, kar sem čutila in mislila, ker sem mislila, da moram vedno izražati samo pozitivno pa lepo. Ja. Halo? Ja. In zato sem trpela. Ja. In to večina ljudi, bom rekla. Veš kaj, Nataša, midve se tikava, moram povedati, ker mi se že poznamo, ne vem, 10 let, še več, verjetno. Jaz te spremljam čisto od tvojega začetka, da ne bom zašla, ker zelo rada zaidem. Ravno ta teror neke pozitivnosti oziroma pozitivnega mišljenja ljudem naredi zelo veliko škode, ker ne razumejo tega koncepta. Želijo biti
verjetno razmišljajo, da je tudi z njimi nekaj narobe, če ves čas ne razmišljajo pozitivno. Potem se ustrašijo, da jim bojo negativne misli, pač glede na zakon privlačnosti, v življenje prinesle negativne dogodke. Ne? Veliko ljudi je zmedenih, hitro obupajo, ne verjamejo v ta proces zavestnega ustvarjanja. Treba mogoče malo pojasniti, ravno glede tega, zdaj sem se mogoče malo grobo izrazila, ampak terorja pozitivnega razmišljanja. Kaj bi ti svetovali ljudem, kako zmehčati ta nek pritisk, pa nam reka pritisk, zdaj so to tak izrazi, je pritisk, ja. Je, bila rekla. Nek moderni, novodobni, new age. A ne? Pa mislim, da je to kar ena faza, skozi katero gre ogromno ljudi in je v bistvu del naravnega procesa, ko človek začne opazovati svoje misli in svoje občutke in sliši, da negativni občutki, negativne misli nam ne koristijo, nam škodujejo in potem te v bistvu to odkrivanje sebe vedno globlje in globlje popelje do točke, ko misliš, da je s tabo kaj narobe, ker nisi ves čas pozitiven. Potem pa slediš tej zlati niti, da je pomembno, da delaš tisto, kar je tebi osebno prijetno, ker so nam prijetne različne stvari. In potem postopoma prideš do te točke, ko ti je prijetno in najprijetnejše in tudi najlažje ne obsojati sebe. In jaz recimo zelo rada izkoristim priložnost, ko sem s kakšno mamo ali pa s kakšnim očetom na liniji in se pogovarjamo in rečem, glej, ti si mama, na primer. A se strinjaš, da je tvoj otrok najlepši v celem vesolju? Ja, ne? In a se strinjaš, da se sploh ne da povedati z besedami, kako izjemno rada ga imaš? Tvojega voranca. Se ne da povedati z besedami, a ne? Ja. In kaj bi ti rekla vorancu, če bi prišel k tebi in bi rekel, mama, jaz nisem dovolj čeden, jaz nisem dovolj pameten, meni ne bo nikoli uspelo uresničiti tega, kar si želim. Kaj bi mu rekla? Jaz bi mu verjetno rekla, jaz bi mu rekla, če sledi tistemu oziroma če zasleduje strast, mu bo uspelo. Zdaj, če govorimo o nekem uspehu. Ne? Oziroma, in da jaz verjamem v njega. Ja. Ja. Kaj, če bi ti rekel, mama, nisem dovolj pameten, da bi mi uspelo? Ja. Kaj bi mu rekla? Da je. Samo sprostiti, odpreti se mora. Ja, je, absolutno, ni debate. A ne? In zdaj, ker vse, kar jaz učim ljudi, v bistvu temelji na tej notranji povezanosti s sabo, oziroma, ko rečem sabo, da govorim o našem najvišjem jazu, o našem notranjem bitju, o tem delu sebe, oziroma tem delu nas, ki je čista pozitivna energija. Lahko ga tudi človek imenuje Bog ali pa izvorni del nas, kakorkoli, beseda ni pomembna, ime ni pomembno, ampak ta del nas, recimo, da se odločimo in ga imenujemo naš najvišji jaz, nas tako obožuje, tako ljubi, brezpogojno, da se to ne da povedati z besedami. In z nami komunicira skozi naša čustva in občutke. In ko mi občutimo neprijetno negativno čustvo, je to isto, kot da bi nam ta notranji del nas, naš najvišji jaz, rekel, ne strinjam se s tabo, s tem tvojim trenutnim pogledom, ni res, da si pameten, ni res, da nisi pameten. No, ta je bila dobra zdajle, malo humorja. Ja, saj drugače, ta naš najvišji jaz ima tudi izjemen smisel za humor. In jaz močno potem
poudarjam to, da si vsaj kot starš predstavljaš, kako da preneseš svojo starševsko ljubezen na svoj najvišji jaz in si začneš vsaj malo predstavljati, kako tebe tvoj najvišji jaz obožuje in ljubi in podpira in te spodbuja in je tvoj najglasnejši navijač. Go Maja, go Voranc, Tako da, ko prenesemo to svojo starševsko ljubezen na svoj najvišji jaz, se nam lahko začne svitati, kako brezpogojno smo ljubljeni, pa kakšno podporo imamo, pa kako verjame v nas, ne glede na to, kakšne misli imamo mi o sebi. In še nekaj, kar zelo priporočam, je vsakemu posamezniku, pravzaprav, ki pride k meni, je, da najde svoje osebno ime za svoj najvišji jaz. Zakaj to toplo iz vsega srca priporočam? Ravno zato, ker je potem to bližnica do te notranje povezanosti, do notranjega miru, do občutanja veselja, do občutanja strasti. Recimo, kakšno je to ime? Ime, ki takoj, ko pomislimo nanj, nariše nasmeh na naš obraz, vzbuja občutke lahkotnosti, občutka, da je vse mogoče, da zmoremo vse, česar se lotimo, da ni treba, da je to, kar si želimo uresničiti, težko, ampak da je lahko prijetno in lahkotno. Skratka, občutimo svojo notranjo moč, lahkotnost in veselje. Ko imamo eno popolnoma samo svoje ime za svoj najvišji jaz. Recimo, mojemu je ime Srečko Turbovič. Poznamo. In tako luštno mi je, ko pridejo k meni ljudje in potem najdejo svoje ime. In jaz mislim, da je čisto okej, če tukaj delim par primerov, ker bi res rada, da se to razpase in da ljudje najdejo svoje ime za svoj najvišji jaz. Recimo, ena čudovita ženska je najdla ime Kekec Veselkovič. Potem druga, Šunja Veliki. Potem ena druga krasna oseba je našla ime, čakaj, kako se pa imenuje? Modri dirkač. Skratka, to je popolnoma osebno, v smislu, samo tebe bo tako nasmehano, samo tebe bo tako izpravljal dobro voljo, samo v tebi bo takoj vlilo občutek notranje moči, oziroma vzbudilo občutek notranje moči. In zato je fajn imeti eno tako ime, ker takoj, ko ga izrečeš, takoj, ko samo pomisliš nanj, začutiš te prijetne občutke. Pa ne, da bi bežal stran pred tem, kar je iskreno zate, ampak je fajn zato, ker v bistvu končno pa na hiter način lahko začutiš svojo pravo notranjo moč, svoj notranji mir, lahkotnost in jasnost. Tisto, da res zmoreš. Ja. Lahkotnost in jasnost, to je tudi bistvo ali pa barva, neka tista ključna barva ali pa rdeča nit zavestnega ustvarjanja. Ja. Ustvarja se lahkotno in jasno in radostno, daleč od tega, kar smo navajeni, da je treba pač za želje malo trpeti, pa zobe stisniti, pa garati, pa vseh teh nekih trdih nasvetov, togih. Tu pa zdaj ti, kar obračaš ta proces kar na glavo, ne? Ja, sem kar znana po tem, da obračam stvari na glavo. V bistvu opažam, da veliko ljudi se res matra z vizualizacijo, recimo, ali pa z občutanjem želenega. In to je ustvarjanje notranje napetosti, ravno obratno od tega, kar si v bistvu človek želi. Če se matramo vizualizirati zato, da bi nekaj uresničili, ustvarjamo notranjo napetost oziroma upor v energiji in v bistvu upočasnjujemo vse skupaj. Upočasnjujemo prihod želenega. Boljše je, da si rečemo, ok, to si želim, zapremo oči, pa se nič ne trudimo in samo pustimo, da pridejo slikce k nam.
Ali pa občutek želenega, tako se ljudje matrajo občutiti želeno. Mislim, res prav smešno. Zakaj si ne bi tako olajšali stvar in rekli, ok, vem, kaj si želim, zaprem oči, pa bom pustila, da k meni pride ta občutek želenega, ne se matrati. A ne? In v bistvu recimo s tem, kar sem prej omenila, čustven premik z močjo neobsojanja je ravno to, nasprotje od matranja, zato ker ne delaš nič. Samo ne obsojaš tistega, kar čutiš in se potem sama energija odpre. Tvoje celo bitje se odpre. Zato, ker končno nehaš ustvarjati napetost. Tako da meni je matranje itak tako, čistuje. Tisti ljudje, ki me dobro poznajo, točno vedo, da če meni ni do nečesa, mi ni in se sploh ne bom silila. Bravo. A ne? In me res navdihuje, kako to vedno deluje. Pa fajn je na to pogledati, kot recimo, če nečesa ne čutimo, da bi. Pač še ni zrelo. In nima smisla trgati zelenega, grenkega jabolka z drevesa, a ni boljš počakati, da dozori na sončku, ker bo potem toliko bolj sočno. Ljudje pa hitijo trgati zelena jabolka z dreves. In se potem sprašujejo, zakaj tako grenek okus. A ne? Ja, seveda, ker to je ključno, ne sledijo sebi, ampak verjetno želijo zadovoljiti neka pričakovanja ali pa neke roke, ne? In se silijo v neke akcije, ker še tudi pri nas zmeraj velja, da si pa, če si priden, ne? Ker ima tudi ta nek upor v sebi, oziroma odpor, pa potem pa neki velaš, ne? Ja, sej, jaz bi rekla, da obstajata dve vrsti pridnosti v navedkih. Ena je tista, kjer se človek sili in matra, druga je pa tista, kjer v bistvu ustvarja iz veselja do tistega. A ne? In ja, res, potem pa ljudje v bistvu ne vedo, so kar malo zgubljeni, kako pa naj potem uresničim to, kar mi veliko pomeni, pa se ne trudim za to, nekaj mi ni jasno. A ne? In potem tukaj stopim jaz, pa si rečem, pa jim rečem, ok, dovolj si občutiti, karkoli pač občutiš v zvezi s tem, kar si želiš. Recimo, kakšen občutek vzbuja trenutna situacija, recimo to, da sem pod totalnim stresom ali pa strah. Potem si pa dovolj občutiti ta občutek totalnega stresa brez obsojanja in opazuj, kaj se dogaja. In se bo dobesedno dvignil tisti občutek in se bo tako premaknil skozi telo in ven in bo zginil. In ga bo nadomestil prijetnejši občutek, obenem pa širši pogled na situacijo. Tako da v bistvu na tak način, ko se mi dovolimo nekaj neprijetnega občutiti brez obsojanja, dozori prej. Zato, ker je vse energija. Zdaj govorimo o drugačnih jabolkih. Razumem. Vse naprej pa je sploh treba dojeti oziroma ponotranjiti to dejstvo, da je vse energija. Ne? Mi smo pač zdaj, večina še deluje iz tega, kako se reče, tega materialističnega pogleda ali pa prepričanja, ne? 3D. Ne? In težko dojamejo, da se zadeve oziroma želje in vsa materija najprej sprovede na energijski ravni. Ne? Ja. To je osnovno. Ja. Ni treba verjeti samo v tisto, kar vidimo s fizičnimi očmi, a ne? Ampak je v bistvu glavna resničnost je tisto, kar mi občutimo znotraj sebe, to, kar se dogaja znotraj nas. In ko mi to razumemo kot glavno resničnost, potem lahko končno opazimo, da hej, sej ni čudno, da se ujema moje notranje počutje s tem, kar se dogaja v mojem zunanjem svetu. In ko začnemo skrbeti za prijetno notranje počutje, za notranji mir, se potem začnejo kazati rezultati tega v zunanjem svetu. Ja.
zunanje sledi notranjemu, ne? Točno tako, ja. Prvi. In to je v bistvu ključno. Res, da začnemo priznavati resničnost tega, kar čutimo, pa se tega ne bati. Če nam ni všeč, enostavno tistega ne obsojamo in se potem poleže oziroma izgine. Zato, ker dokler mi neko neprijetno, negativno čustvo odrivamo stran od sebe, je to isto, kot da govorimo, pejt stran, nočem te, ker imaš preveč velik vpliv na mene, bejž. Se pravi, tako, kot da se bojimo tega dela sebe. Ko ga pa končno nehamo odrivati stran od sebe, je pa končno naša energija, naša vibracija v naših rokah in smo mi šefi svoje resničnosti. Zato, ker se ne bojimo neprijetnih občutkov in res se nam jih ni treba bati, samo razumeti jih je treba kot sporočilo našega najvišjega jaza, ki se trenutno ne strinja z našim osebnim pogledom. Ampak potem pa me nekdo vpraša, Nataša, kaj pa, če bi recimo stal nad prepadom, pa občutil neprijetna čustva, a to pomeni, da se ne strinja moj najvišji jaz z mano, da lahko skočim noter? Ne. Moramo tukaj razčistiti, ne? Neprijeten občutek pomeni, da tvoj najvišji jaz ali pa tvoje notranje bitje ti sporoča, da ti ni treba tja hoditi v mislih, besedah in dejanjih. Tako. Ja. A ne? Zelo močno, zelo. Bom dala čist en jasen primer. Ena moja prijateljica je je želela iti iz Ljubljane v Novi Sad z nekim organiziranim prevozom v Ljubljani. Počakala je na avto, se pripelje avto, odpre vrata in jo je kar srh spreletel. Noter je sedela ena starejša ženska pa en mladenič, ampak ko jih je pogledala, je rekla, da je takoj strah zajel in da je rekla, ne morem se usesti tja noter. In rekla, se opravičujem, sem že našla prevoz, lep dan vam želim, čau, pa je zaprla vrata in se ni noter usedla. To je to. Mravljinci. Ja, to je to. To je notranje vodstvo. Ni ti treba iti tja v mislih, besedah ali dejanjih, če ne vzbuja prijetnega občutka. Toliko močno smo vodeni, da to je noro. Res, to je noro. Jaz včasih še po letih dobim, recimo, da me kar naprej spremlja en občutek glede določene situacije ali pa osebe, pa ne vem od kod, ampak zdaj sem se naučila zaupati sama sebi in potem včasih šele po nekaj letih dobim potrditev oziroma se pokaže, zakaj sem tako čutila. Bravo. Zato pa res spodbujam ljudi, da si dovolijo razumeti sporočilo, razumeti vlogo in vrednost svojih čustev, pozitivnih in negativnih. Oboje je izjemno pomembno, tako kot zelena, rumena in rdeča luč na semaforju. Tako da ne odrivati negativnih čustev stran od sebe, samo razumeti jih je treba. A ne? Recimo, še en primer bom dala. Moja najboljša prijateljica, Bernarda, je pač občutila v zvezi z nečim, kar sem jaz rekla, neprijetne občutke, nekaj je razjezila. Pred kratkim. Ja, ampak tako fajna, ne? Ker ona tudi orang zdaj razume zavestno ustvarjanje, ni se z mano pogovorila v tistem jeznem občutku, v tisti jezi. A ne? Ampak je pravzaprav počakala, pa dovolila si je občutiti tisto jezo brez obsojanja in potem, ko jo je minilo, je rekla, ok, zdaj se pa lahko pogovorim z Natašo. In sva se pogovorili in sva imeli tak čudovit pogovor. Zdaj sem toliko ponosna na njo. In tako lepo mi je, pa jasno mi je povedala tisto, kar mi je želela povedati in to se je tudi popolnoma ujemalo s tem, kar sem tudi jaz čutila, da je bilo tak fantastičen pogovor in je potem samo poglobil najino prijateljstvo, ne? Ker če bi pa šla z mano se pogovarjati v tisti jezi, nepremišljeno, a ne? Se pravi, jezo je občutila, negativni občutek in je želela tudi z mano govoriti. Tisto sporočilo je bilo, niti treba hoditi tja v mislih, besedah in dejanjih, ko se počutiš neprijetno.
A ne? In potem ta bolj zavesten pristop, bolj premišljen pristop je omogočil čudovit, fantastičen, globok, juicy, iskren pogovor z mano in wow, kakšni sadovi pogovora. Noro. Res. Noro. Ja. Sploh opažam, ko te spremljam, zelo lepe zgodbe imaš, res imaš uspehe pri teh svojih, kako ne rečem, niso to ravno klienti, kako bi to rekel, klienti, oziroma tiste, s katerimi imaš pač trening zavestnega ustvarjanja, ne? Kake presunljive, močne, sončne, sočne zgodbe deliš. Hvala. Ja, z Bernardo sva se pravzaprav spoznali na eni od mojih delavnic in potem se je odločila za treninge z mano. Kasneje sva postali prijateljici. Ampak ona ima zelo močno zgodbo, tudi recimo ona je šla od, kako rečemo temu, psihiatrične institucije do tega, da je opustila 4 različne antidepresive, ogromno shujšala, začela znova delati in ljubiti življenje in njena hči je rekla, da je končno dobila svojo mamo nazaj. Ja. Potem neka Mateja je brez tablet spravila izjemno zaskrbljujočo raven sladkorja v krvi na popolno čudovito normalo, izgubila 12 kil, našla svoje poslanstvo, poleg tega pa še znova zanetila ljubezen in strast v svojem odnosu. Potem neka Vesna je zgradila izjemno močno, zdravo samopodobo, našla svojo notranjo moč s pomočjo teh čustvenih premikov, ki se jih je naučila delati in rešila leta cirkusa v svojem odnosu. Potem neka druga Vesna je bila totalno zmedena glede tega, kaj bi delala v življenju oziroma svojega poslanstva. Ga je našla in ga zdaj živi. Ima čudovit svoj lasten posel. Skratka, k meni ljudje pridejo zato, da se globoko povežejo s sabo in da potem iz te globoke pristne povezanosti ustvarijo zdravje, srečo in živijo svoje poslanstvo. Ja. In zdaj trenutno delava z eno žensko, ki je ime Tanja in ima tudi, že začenja videti čudovite rezultate, tako da mene vedno znova navdihne ta energija, ki v bistvu deluje skozi vsakogar. Ta inteligentna, modra, močna energija, ki je prisotna v vsakem človeku in dela po istih zakonih skozi vsakega človeka. Recimo je zdaj dobila izvid krvi, je imela zelo malo levkocitov v krvi in so porasli, zelo velika razlika. In ogromno napetosti se je sprostilo, se počuti veliko boljše, kot se je. Skratka, očitno privlačim ljudi, ki si želijo delati na svojem zdravju, na ljubezni do sebe, splošni sreči pa na tem, da živijo svoje poslanstvo. Ključno, ne? Ja, ker je to tudi to, kar sem jaz naredila zase, tako da lahko direkt iz svojih izkušenj govorim, ne? Ja, hotela si še nekaj reči, kar izvoli. Hotela sem reči to, da vsekakor pred leti me je izjemno navdihnil Abraham Hicks. In to sporočilo je izjemno navdihujoče, ta modrost. In res stojim za vsem, kar sem kdajkoli prevedla. Iz svojih izkušenj in se mi zdi to zelo močno. Tako da sem hvaležna za vse tiste najtežje izkušnje, skozi katere sem šla in ne bi spremenila niti ene. Zato, ker so mi dale to modrost, pa to globljo povezano s sabo, pa to možnost, da lahko potem to predajam naprej ljudem.
Krasno. Nataša, zadnjič me je tudi učaral ta tvoj eno video javljanje. In sicer tam si se dotaknila, pa vem, da si se že prej in meni je to bilo všeč, podzavestnih vzorcev, oziroma teh saboterjev, ali ne vem, kak jim še vse strokovno rečejo, ki zelo velikokrat nas ne podpirajo in potem mi vrtamo po njih, kopljemo jih, spreminjamo. Ampak ti si dala en tak fantastičen, bom rekla, lahkoten in osvobajajoč pogled o ledeni gori in o oceanu. Pa nam lahko to deliš z nami, ker jaz ne znam to povedati, ti si pa to povedala res lepo, no, in jasno. In meni je... Ampak jaz sem se spomnila, da to že vem, ne? Si me spomnila na to že vedenje, vse ta vedenja so že v nas, no? Tako lepo in bi želela, če še mogoče neki skrajšani, oziroma, če lahko povzameš to razmišljanje, no? Veseljem, hvala. Ja. Skratka, vsakdo je močen, mogočen, mojstrski ustvarjalec svojega življenja. In karkoli, kar vzbuja občutek, ki ni blizu temu, enostavno ne spada v človekov čudovit In ena taka stvar je, na primer, prepričanje, ki je bilo popularizirano v začetku 20. stoletja. Zato je zaslužen dr. Sigmund Freud, brez zamere, gospod Sigmund Freud, ampak res moram izraziti to, kar globoko čutim in sem se tudi naučila. In sicer to prepričanje, ki izhaja že od takrat, je, da v naši podzavesti se skriva ogromno zelo motečih stvari, globoko motečih stvari, ki močno vplivajo na naše občutke, motive, odločitve, in da lahko le malo storimo v zvezi s tem, ker se tega enostavno ne zavedamo. Zdaj, kakšen občutek to vzbuja v tebi? Halo? To nemočno, ne? Ja. I can do nothing, oh my goodness. Totalno nemočen občutek. Se pravi, če je občutek tako neprijeten, je treba razumeti, zakaj je neprijeten. Zato, ker se ne strinja s tem pogledom naš najvišji jaz. Bullshit je, po domače povedano. In Sigmund Freud je uporabil prispodobo ledene gore. Zdaj, ledena gora se nahaja v oceanu in v bistvu je sestavljena iz oceana. Ampak nima svojega lastnega mehanizma premikanja po oceanu. Ocean jo premika. In ne glede na to, koliko je velika ta gora, je v oceanu in premikajo ocean. In iz oceana je narejena. Tako da se je treba vprašati, kaj hudiča je ta ocean? In meni se zdi fajn pogledati na ta ocean kot na nekaj, o čemer recimo kvantna fizika govori kot o zero point field energy, kako se že temu reče v slovenščini. Tudi kvantno polje, ne? Kvantno polje, točka ničelne energije, se pravi, lahko to imenujemo izvorna energija, življenjska sila, življenjska energija, energija življenja. Abraham reče temu vortex, ne? Ne, izvorna energija. Izvorna, ja. Ja, skratka, ne glede na to, kako mi to energijo, ta ocean imenujemo, ocean je tam. In misli in občutki, ki jih mi občutimo, so kot valovi tega oceana, ki butajo na obalo našega zavestnega zavedanja. In nas v bistvu premikajo skozi življenje in vodijo skozi življenje, tako kot ta ocean premika in vodi to ledeno goro po oceanu.
Tako da, who cares? Koga briga, koliko je velika ledena gora, pa kaj vse se skriva v podzavesti. Zato, ker tudi našo podzavest sestavlja ta izvorna energija. Tako kot ledeno goro sestavlja ocean. In zato nas v bistvu ta energija vodi mimo kakršnihkoli neprijetnih prepričanj, negativnih prepričanj, omejujočih prepričanj. In tudi ni pomembno, kakšne travme smo doživeli v preteklosti, ali pa če recimo doživljamo posledice recimo tega, da nas je nekdo zapustil v življenju večkrat ali pa v mladih letih, ali pa da, kako bi rekla, da je nekaj naredil za našim hrbtom. Ni pomembno, kaj se je zgodilo negativnega v našem življenju, zato ker nas ta sila vodi mimo vsega tega skozi naše občutke in čustva. In zato je pomembno, da razumemo jezik svojih čustev in občutkov. And that's it. Konec zgodbe. In to je tako wow, to je tako odpihne. In potem sem rekla, zakaj to tako vibrira z mano? Pa sem rekla, zato, ker sem bolj lena po naravi, ker jaz ne bi brskala po svojih podzavestnih vzorcih. Super, ljudem, ki pomaga, da pač grejo raziskovati podzavestne vzorce, vsak ima svojo pot, vsak ima svoj način. Ja, absolutno. Ampak ta lahkotnost je podprla to mojo lenobo glede tega. Ampak tudi to lenobo ni nič narobe, ne? Če vse v vesolju oziroma v življenju deluje vse po liniji najmanjšega odpora, vse smo govorili, upor se sprošča, teče. Ne? Ja, vse veliko ljudi misle, da je to lenoba, ampak v bistvu ni. Ne? Zato, ker je treba razumeti jezik te energije, ki jo občutimo v sebi. In dokler mi ne priznavamo te notranje resničnosti, se lahko matramo in kopljemo in ne bomo nikoli prišli do dna. Ja. Ker pa se lahko totalno zahakljamo za ne vem, kaj se je zgodilo 10 življenj pred tem življenjem. Ja, pa koga briga. Ok, razumem, če se nam zdi zanimivo, v redu. Ampak pomembno je, čemu mi namenjamo pozornost zdaj. Zato, ker naša pozornost je zlato. In ko mi namenjamo pozornost nečemu neprijetnemu brez obsojanja, premišljeno, zavestno sprostimo napetost v energiji. A ne? In jaz razumem, recimo, tudi poznam ljudi, ki pravijo, da ni zanesljivo se zanašati na svoje občutke, na svoja čustva, da obstajajo boljše poti. Jaz pa menim, da mogoče so na prvi pogled začasno boljše, ampak ne moramo se izogniti temu, da pridemo do te točke slej ko prej, ko si moramo dovoliti prisluhniti temu in v bistvu se potem skozi, v angleščini rečejo trial and error, skozi različne napake res naučimo orang prisluhniti sebi in tudi orang vedeti po občutku, ali ja ali ne. A ne? Ker če se ne začnemo zanašati sami nase in zaupati tej notranji inteligenci, potem nas lahko kdorkoli vodi za nos z nečim, kar ima za pokazati, recimo, z nekimi fizičnimi dokazi, ampak če občutek nekaj govori, da ni prav, potem kaj bo za nas bolje? Da si prisluhnemo ali ne? A ne? Tako je. In jaz mislim, da je res veliko bolj koristno, če si dovolimo verjeti, da nas ta inteligentni, neskončno inteligentni del nas vodi mimo omejujočih prepričanj. In da se res ni treba hakljati za njih, zato ker v bistvu bolj, ko jim posvečamo pozornost, pa večjo težo, ko jim dajemo, večjo moč imajo nad nami. Halo. A ne? Tako da ja, spet smo obrnili nekaj na glavo, ja. Ja, in to tvoje obračanje na glavo sproža dobre, lahkotne občutke. Dviga težost telesa. Ja, no, sem tole, zdaj, da sem se spomnila. Nataša, recimo, smo med odločitvijo, čisto praktično bova spet, imaš na nekem razpotju, ne? Sem na nekem razpotju, zdaj imam, ne vem, 2-3 možnosti, kako se odločiti.
Nataša, kaj svetuješ? Oziroma ravno v tem tvojem konceptu tvojega razmišljanja oziroma delovanja? Jaz bi se občutila. Jaz bi se odločila za tisto možnost, ki v meni vzbuja najboljši občutek. Zdaj pa, če so vse 3 možnosti prijetne, je ena sigurno najprijetnejša, tako da bi si vzela čas in bi občutila vsako posebej, totalno iskreno in se šele potem odločila. Če pa recimo smo pod pritiskom časovno, da se moramo za nekaj odločiti, potem pa v bistvu ni važno, zakaj se odločimo, ker je pomembno, da se enostavno odločimo za eno stvar, zato da ne bremzamo energije, da energija lahko teče prosto naprej. Pa itak, če se za eno stvar odločimo, lahko še vedno ugotovimo, narobe sem se odločil, grem vprašati, če lahko tisto vzamem namesto tega. A veš, bolje, recimo, bo že bil, mislim, da tale, kako mu je ime? Tale direktor od Virgin. No, v glavnem, en izjemno uspešen moški je rekel, da se raje opraviči, kot pa, da v štartu naredi nekaj, kar v bistvu mu ne bi bilo za narediti. Jo, to je pa tek lep nasvet. Zelo preprost. Ja. Nataša, toliko je fajn si, no? Zelo si navdihujoča. Daj mi povej, kako pa ti to svojo kondicijo, konkretno to ohranjaš, vzdržuješ to držo zavestne ustvarjalke, kaj počneš tako? Ja, na prvem mestu na prvem mestu si dovolim biti ultra iskrena do sebe, zato da sem res v pristnem stiku s tem, kar čutim. Dovolim si delati oziroma iti v tisto smer, ki me res najbolj veseli. Pa, ko vidim, da me nekaj moti, da se pojavlja v mojem življenju neka moteča misel ali pa neka situacija neprijetna, ki se kar naprej ponavlja, karkoli, kar mi ni všeč, česar v bistvu nočem imeti v svojem življenju, ali pa recimo me skrbi, si vzamem čas in naredim čustven premik. Si dovolim tisto občutiti brez obsojanja, ali pa recimo tako, čistko, da sedim s tem, pa si dovolim to občutiti, ali pa da pišem, in potem se energija premakne, moj pogled se razširi in Nataša se spet dobro počuti. In to je to. In v bistvu postane že toliko zasvojen s tem prijetnim počutjem, pa s tem, da ti je najbolj logično delati to, kar tebe najbolj zanima, pa kar tebe najbolj veseli, pa kar tebe najbolj nagovori, da se ti kaj drugega zdi totalno nesmiselno potem, Evo, Nataša, zdaj vsakega našega gosta na koncu vprašam, glede na to, da je slogan, ali pa ne rečem, moto naših podcastov vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Kaj tebe navdihuje, kaj ti razpira krila? Njami vprašanje. Izjemno me navdihujejo ljudje, ki imajo na prvi pogled totalno nore ideje, pa si jim dovolijo slediti in jih tudi uresničujejo. Recimo tako kot nekatere uspešne ženske in moški, ki jih poznam. Me pa od vsega najbolj navdihuje ta potencial, ki je v vsakem človeku, njegovo lastno mojstrstvo in to, da sem lahko priča prebujanju tega mojstrstva v človeku, ki pride k meni, ker vidim, da ne glede na to, zakaj gre v njegovem življenju trenutno, ta energija enako močno, elegantno, lepo deluje skozi vsakogar. Zato jaz tudi ne govorim več o zakonu privlačnosti, ampak o zakonu energije, zakonu vibracije. Moč misli me navdihuje.
In resnično, no, ko vidim ljudi, kot so recimo Elon Musk, mislim, halo, no, on hoče iti na Marsa, ne. In on je bil mnenje, mislim, to mogoče zdaj ni za marsikoga realno, a ne, da bi si jaz brala njega, da me navdihuje, ampak taki ljudje mene navdihujejo, ki si dovolijo slediti temu, kar si res želijo, pa če se celemu svetu zdi totalno nerealno. Mislim, kaj še lahko večji zgled tega, da posluša samega sebe? A ne? In je toliko brihten, da se je obdal z brihtnimi ljudmi. Se ni treba, da ima on vse odgovore. Se nam ni treba imeti vseh odgovorov na dlani za to, kar si želimo uresničiti. Zato, ker obstajajo drugi ljudje, ki imajo odgovore, ki jih mi mogoče nimamo. In to pomeni, da ko skupaj delamo, potem lahko res uresničimo vse, kar si želimo. A ne? In navdihujejo me tisti ljudje, ki delajo dobro za druge. Tisti ljudje, ki so premišljeni, ki si dovolijo ostati mirne kri, ki si dovolijo imeti mirno kri, kljub temu, da je totalen kaos okrog njih in potem iz te premišljenosti, iz tega zavestnega pristopa šele odprejo usta. Zavestno življenje me navdihuje. Pa rezultati, ki jih vidim pri ljudeh, me navdihujejo. Pa seveda tudi vsaka stvar, ki jo sama uresničim, ker se potem sprašujem, o moj Bog, kaj je še mogoče. A ne? Je meja, ne? Je ni? Ni je. Tako da mislim, da kar en drugega navdihujemo, ko si res dovolimo gledati eden na drugega kot na mojstre. Tako. Smo mojstri. Mhm. Hvala, ker si nas spomnila na to. Z največjim veseljem. Hvala, Nataša, bila si navdihujoča. Hvala ti za vse, lahko rečem modrosti, ja, vse to so modrosti. Hvala ti, Maja, hvala za povabilo. Me veseli res, da sem bila lahko tukaj z vami. En lep pozdrav iz Montreala, iz Kanade. Evo. Mi pa ti Ja. imamo iz Maribora, vidiš v zadnji? Ja, vidim, res super. Povej, ko greš v Slovenijo. Mislim, kako vprašanje je to, verjetno ja, ne? Ja, definitivno. Slovenija je nekaj posebnega. Res čudovita. Tako da, ko mi čakam, da se vrnemo, da gremo na obisk v Slovenijo. Tokrat bomo šli 3. Lepo. Krasno. Ja. Mi pa držimo pesti, da bo to čim prej. Ja, hvala, enako. Lepo se meji, hvala in srečno. Adijo, Nataša. No, Maja, hvala, enako. Čau, čau. Čau. Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.